Park Škocjanske jame skrbi za ohranjanje naravne in kulturne dediščine na območju parka. Da bi to počeli čim bolj učinkovito, je pomembno, da so prebivalci na območju samega parka in v njegovem vplivnem območju naravovarstveno in ekološko dobro osveščeni. Ker v Parku Škocjanske jame stavijo na naše najmlajše, so z namenom okoljskega ozaveščanja otrok leta 2003 ustanovili mrežo šol. Vanjo je od samega začetka vključena tudi osnovna šola Podgora Kuteževo. Ko smo ustanovili mrežo šol, je bilo 6 šol, zdaj se je mreža razširila. Delujemo zelo na različnih področjih, bioloških, raziskovalnih, kemijskih, fizikalnih, tako da smo se tudi veliko naučili v tem času. Zadnji 2 leti je delo nekoliko zamrlo zaradi samih razmer. Letos upamo, da bomo spet delali tako kot včasih, ko smo imeli zelo, zelo veliko projektov o varstvu voda, o razvoju kmetijstva, razne raziskave in predvsem nas veseli, da se naravoslovno znanje učencev s tem zelo razširja. Tokrat so učenci v Kuteževem svojo pozornost namenili pticam, saj prav njim prihajajoči zimski dnevi niso najbolj naklonjeni. Danes smo se zbrali učenci 2 izbirnih predmetov, ki se ukvarjamo predvsem z ekologijo. To je predmet okoljska vzgoja. In sicer smo v sodelovanju Parka Škocjanske jame izdelali nekaj krmilnic, da bomo poskrbeli za ptiče in opazovali ptiče. V projektu Parka Škocjanske jame se pripravljamo na kongres, ki je tam konec maja, in naše raziskave potem predstavimo na tem kongresu. Delo učencev je potekalo pod budnim očesom naravovarstvenikov Parka Škocjanske jame, ki so si tokrat zadali nalogo poskrbeti za ptice. Prva stvar je to, da jim delamo krmilnice zdaj za pozimi, ker jih v bistvu s tem spodbujamo, da preživijo, oziroma predvsem tudi sami sebe malo izobrazimo, kateri ptiči živijo v naši okolici, ker pozimi se nam lažje in bolj približajo kot sicer. Predvsem, če jim dajemo hrano, jih potem lahko tudi malo preštejemo, pa v bistvu določimo, kateri ptiči so pri nas. Druga stvar je pa ta, da delamo tudi valilnice oziroma gnezdilnice. Gnezdilnice so pa seveda pomembne zato, ker imamo v naši krajini ali pa v naši okolici vse manj suhih dreves, kjer bi bila ta naravna dupla v bistvu prisotna in kjer bi te ptiči imeli svoje gnezdilnice, vendar, ker to pač večkrat prehitro posekamo, potem nimajo te možnosti in jim v bistvu s temi hiškami, ki imitirajo duplo, pomagamo, da imajo pol noter svoje gnezdo. Na ta način v bistvu spet pridemo nasproti pticam, pa hkrati lahko tudi one pridejo nasproti nam, ker vemo, da siničke, naprimer, ki so nam vsem znane, potem pomagajo v sadovnjaku v bistvu obvladovati gosence in ostale, če jih lahko tako imenujemo, škodljivce. In smo v bistvu prijatelji, si pomagamo in je to tisto ravnotežje in ta vez za naravo. Gnezdilnice in krmilnice za ptice vsako leto izdelujejo učenci na različnih šolah, ki so vključene v mrežo. Na ta način učenci pticam pomagajo, obenem pa tudi spoznavajo različne vrste ptic in spremljajo njihovo stanje na terenu. Za ta namen dobijo posebne liste, kjer vpisujejo vrste in njih zarod. Kjer je treba vpisovati tudi za krmilnice, kateri ptiči pridajo, v kakšnem številu, lahko tudi, če uspemo videti, kaj jejo, katere vrste semen, ker mi damo vedno različne mešanice semen, ker ne jejo vsi ptiči enakih zrn. Potem pa za gnezdilnice pa tudi, da se popisuje kdaj, kolikokrat na dan obišče, katera vrsta pravzaprav sploh gnezdi v tej gnezdilnici in pa potem počasi spremljamo razvoj in lahko opazimo tudi, koliko je bilo teh mladih ptičev izvaljenih in v kakšni kondiciji so. Odziv udeležencev je izjemno dober. Učenci radi sodelujejo predvsem v praktičnem delu projekta. Ja, veselje je veliko, vse vidite to. Na začetku je zelo veliko veselje, potem, ko se jih hrani tudi, kadar pa pride do gnezdenja, pa malo to veselje uplahne, ker je bolj dolg cajt, se ne dogaja nič na zunaj, na znotraj sicer dosti, ampak jih ne smemo motati. Najpomembnejše pa je, da ko spremljamo ptice,
Istočasno spoznavamo njihove navade in jih vzljubimo. Zato je tudi naše naravovarstveno obnašanje do teh živali bistveno drugačno.